Danes, jutri smo se zbudili v meglo, ampak jaz sem imela nekje upanje, da bo sonce posijalo. Ful sem si želela danes, da bi prišla na tale kraj in da bi bil obsijan s soncem. In evo, res se je tako zgodilo. Tako da se vas Pika čujem, srečno sem tukaj in da ste vi z nami. Tako da bomo danes preživeli dan v naravi. Moja mati suši čaje, tako da imamo v kleti raznovrstne posušene reči. Večinoma pač zelišča, rožice, ni da ni. Tako da, zdaj sem si naredila refill pri njej. Noter mi je dala bezek, kamilico, citronelo, koprivo. Tu na vrh je pa malo rožmarin, ampak to bom uporabila doma bolj za kuhanje, ne toliko za čaj. Tako da zdaj mislim, da smo ready. Yes. Malo vodo vročo. Ponavadi jaz čaj kar pokrijem. 10 minut bomo počakali. Gremo lahko na en sprehod, če tlele naokrog. Kako je njemu udobno, čist kamorkoli se da? In v bistvu to je tudi razlog, eno palco najdu. Just stay there. No, my tripod. Piknik. Stop. Stop. Daj prosto tukaj. Letošnja zima je res nadpovprečno topla, pač naravno slabo govoriti, zihar tudi vi opaste. In tu je tudi razlog, zakaj sva medva še vedno v zidanci, ker življenje poteka nemoteno, normalno, nimaš sploh feeling, da je zima, bolj kot neka jesen. Ampak, ja, jaz sem pred parimi meseci planirala, kaj bi kaj delala januarja, ker januar je ponovadi najbolj monoton mesec, čeprav se je letos izkazal za enega najboljših mesecev, januarskih, pač wow, ful dobre stvari so se dogajale.
Glavno, jaz sem si par mesecev nazaj splanirala en izletek in ko me čakam, da grem tja, po mojem, je že marsikdo od vas tam bil, tako da ni nekaj ful eksotičnega. Lahko zdaj malo razmišljate, kaj bi to lahko bilo. Ja, tako da s piknikom bova zdaj počasi šla domov. Preživela sva ful lepe trenutke tukaj. Upam, da je tudi vam bilo tako pomirjujoče, da boste šli kdaj v naravo, kakšen čajček naredim. In ja, vas pelem s sabo še, ko se bom pakirala. Šupidu, ne piknik. Mene ne bo pa en teden, veš? Staša me je pa še enkrat vprašala, kaj si dejansko želim početi. Da sem ji malo razložila. Zdaj jaz ne vem, ne. Ali naj gremo v Harry Potter Amusement Park, ali ne. Ali ita, ne? Ja. Je šla boška, ne? Že ti bi šel. Meni se zdi tako malo. Veš. Do 5 let stane? Ja. Ja si je. Tu niso pokvarjena jajca, tu ima skarpon. V Anglijo grem. Tja grem sama, ampak tam ne bom sama. Namreč tam živi moja prijateljica Staša, ki ste jo že lahko videli v kakšnem vlogu in ona je bila v bistvu moja cimra v Jordaniji, skupaj smo tam živele in od takrat ostale prijateljice. Ona je razlog, zakaj poznam ajdovščino, kar precej dobro in se ful veselim, da bom preživela en teden z njo in z njeno družino. Zdaj pa sem ena stvar, ne. Jaz bom tja letela z enim mičkenim ruzačkom. Vam pokažem. Mi ga je Klemen zašil. V ta ruzak moram dobiti laptop, polnilc, tale fotoaparat, en tripod, darila, oblačila. Imam olajševalne okoliščine in sicer pri Staši bom predvidevam, da Staša, upam, da ja, no, da mi boš kaj zobne paste dala, pa šampon pa te stvari. Kakšno majico mogoče posadila, pa seveda bom lahko pri njej tudi oblačila. Ej, daj poglej, če snemam. Ker sem se tudi spomnila, mogoče nisem dala snemat. Plus je to ta, da bom lahko pri njej kakšna oblačila oprala in podobno, ampak že tu, ko jaz pomislim, da moram fotkič, tripod, laptop pa darila, da not je tu praktično cel ruzak, tle imam pa cel kup oblačil, ki jih moram zdaj pregledati. Veliko bom seveda oblekla za avion, tisti, ki me spremljate že nekaj časa, če ste še kdo gledal, kako sem se pakirala za v Mehiko, bom tale dala link. Tu je bilo polovica stvari, je bilo v bistvu na meni. Hack the system, baby. V glavnem, grem zdaj pogledat, kaj in kako se bo dalo to zorganizirati. Torej, oblačila, ki sem si jih zbrala, so taka, da gre vse z vsem in da so funkcionalna. V Londonu bo mrzlo, sem pogledala vremensko napoved, tako da se ni zahecati. Tale bunda, ki sem jo triftala par let nazaj, v bistvu sem jo dobila za stojni zadnje škatle, je vrhunska, ker ima dvojni del in je ful topla, tako da sem si tu zdaj tako opremila, da me res ne bo zeblo. Nase sem dala tale pulover, plus volnen pulover, po spodaj imam kratko majico. Šal, kape, rokavice, pa hlače, pa samo imela v bistvu sem ene teniske. Tako da kot vidite, je ta kupček zdaj ful majhen, ne? In bom vse tu po mojem brez problemov zrinila še tisti ruzak.
Malo bom dala po žepih, tudi tu se dajo, tle imam milijon enih žepov in z notranje strani imam še žepe, tako da I think we got this, drugače pa, če me zanima, nisem nekaj pretirano veliko spakirala, še ene hlače, pa merimo pajkice, pa ene navadne pajkice, ene 4 majice, par gat, 3 štumfe, ena srajčka. London, jaz sem pripravljena. Ok, zdaj mi je pa že ful vroče, kamen gori na polno, tako da se moram počas slečiti. Če vam je bil ta video všeč, ga ne pozabite lajkati, pa subscribite na moj channel, ker pa boste videli naslednji vlog, ki bo iz Londona. V Londonu pa želim z vami deliti kakšne dobre thrifting, torej second hand, torej trgovine iz druge roke in pa kakšne dobre okrepčevalnice. Predvsem me bo zanimalo v Londonu, kje bom lahko jaz dobila vietnamsko hrano, ki jo krevam že od leta 2013, kdaj sem bila v Vietnamu in je moja absolutno najljubša hrana in seveda še vse ostalo, kar London ponuja, tako da se vidimo. Čau.